seveda se jaz počutim kot primarno gradivo ali arhivski vir, ker v bistvu nastopam kot podlogi nekoga, ki je bistveno pripomogel oziroma ki je začel z izobraževanjem starejših v nekdanji federativni Jugoslaviji. Seveda meni je to povsem spremenilo življenje. Jaz sem spremenila potem tudi eno svojo smer delovanja, potem tudi svojo smer raziskovanja, študija in tako naprej. Tako ima danes ta Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, v kateri bi rada nekaj povedala 33 let. Ko je imela 30 let, smo seveda pripravljeno jubilejno prireditev in takrat je nastal tudi film po arhivskih virih na temelju mojega nekdanjega raziskovanja. Jaz bi vam in delček tega filma tudi za začetek pokazala. Moram jaz povedati. Tako se vidi lahko. Stereotipe nenehno prelagujemo slavnim pojavljanjem v javnosti.
predstavimo prvo učno skupino 6 študentov. Miša Kostodin in Vlasta Volč, upokojeni farmacevti, Milko Jeglič, Jože Penca, ustanovitelj in direktor podjetja Komers, član podpornega gibanja, Gromislava Novak, upokojena poštna uradnica in Milica Lindberg. Kolikokrat se je Milica raznežila rekoč: in sprejeli ste mene, ki sem končala le osnovno šolo. Izobraževanje za življenje študente poveže med seboj. Ni namenjeno izbrancem. Skupina je v francoščini razpravljala o položaju starejših v družbi. Kar so povedali, smo razvili v teme univerze za tretje življenjsko obdobje. Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju, da se zato izobraževanje z napočevanjem odločajo, so strokovni ali osebni ali oboje hkrati. Ko smo pričeli s tem izobraževanjem v Centru za tuje jezike, pri pouku francoščine se bi moji motivi rekla bi povsem strokovnega značaja. Želela si najti tiste dela, v katerih bi lahko človek v učenju prišel najbolj do izraza, kjer bi lahko pošola vse motive najrazličnejše posebej si svoje slušateljev. Kasneje je ta želja po humaniziranem poučevanju in učenju prerasla v drugačne občutke. Moji motivi so danes dosti širši. Druženje starejšimi ljudmi je za me neprestan vir, kako bi rekla, učenja in to radostnega učenja. 6 študentov in ena mentorica ustanovijo šolo tretjega življenjskega obdobja, École du troisième âge, ki jih izda spričevala. Odkrivajo nove metode v jezikovnem izobraževanju, prostovoljstvo, pišejo članke, pisma. Profesor Bogdan Leskovic nam preda nemško geriatrično revijo in članek o sreči učenja. Gerontološko društvo vodi profesor Bojan Ačetno. Tako se kot društvo predava o potrebi, da starejšega človeka resocializiramo, reaktiviramo in rehabilitiramo. Dušana Findajzen se vpraša, zakaj je vse to potrebno. Človek naj se razvija na vseh področjih vse življenje, tudi po upokojitvi. Profesorica Ana Krajnc bo prava oseba za vse, kar želite. Nami se uvelite, pravi Bojan Ačetno. Industrijska doba pušča za seboj svoje posledice, ki iz dneva v dan bolj čutiva in za tretje življenjsko obdobje ali obdobje upokojitve pravijo, da je tragedija industrijske dobe. Človekov socialni status in položaj v družbi je odvisen od zaposlitve in kaj se z njim zgodi, ko to zaposlitev zgodi, ni vedno se med nami živi na 100.000 upokojencev, katerih usodo lahko gledamo. Mi smo se v Ljubljani pri Andragoškem društvu Slovenije in na Filozofski fakulteti odločili, da dodamo nek nov del permanentnega izobraževanja, če govorimo o doživljenjskem izobraževanju. Odločili smo se, da razvijamo programe za upokojence kot univerzo za tretje življenjsko obdobje, da bi tako dodali k kvaliteti življenja ljudi, da bi jih napolnili z vsebino. Toliko pravzaprav za uvod, mislim, da film dosti več pove, kot jaz lahko povem v besedah, oziroma kar je povedano na filmu, je povedano na mnogih stranih, se lahko povedano v članku o zgodnjaku. Premalo se vidi, da pravzaprav univerza za tretje življenjsko obdobje se rodi kot da pravzaprav v zraku na nek način, leta 1984, rodi se s predhodnim delovanjem profesorice andragogike Ane Krajnc, ki je seveda, mislim, bila na specializaciji v Kanadi, tam je torej na Inštitutu za izobraževanje odraslih in seveda se je spoznavala z najrazličnejšimi oblikami izobraževanja odraslih.
V istem času smo imeli v Sloveniji predvsem avtošole, imeli smo politično izobraževanje, imeli smo jezikovno izobraževanje in tako imenovano second chance, oziroma izobraževanje za tiste, ki so malo izobraženi in ki poskušajo se najti neko kvalifikacijo. Izobraževanje za viličarje je prevladalo vse posod. To je bilo naše izobraževanje odraz. In seveda, zelo velika razlika med tem, kar smo mi imeli takrat in med tem, kar smo srečevali, oziroma kar je predvsem ono v tistem času srečevala v Nizozemsku, izobraževanje za pisanje romanov, za dejavno državljanstvo, za mir. Skratka, izobraževanje je izhajalo iz potreb ljudi, iz življenja ljudi. Medtem, ko je bilo v našem okolju, industrijske države, socialistične države povojeno, ideološko povojeno. To je ta velika razlika. Ana se je v Kanadi srečala s pojmom izobraževanja starejših kot del vseživljenjskega izobraževanja. Kasneje seveda smo vsi skupaj sodelovali s Polom in ogromnom teoretikom vseživljenjskega izobraževanja. Tako so se stvari razvijale na Anini strani. Jaz sem pa bila takrat profesorica francoskega jezika v Centru za tuje jezike. V centru so prihajali javni znanstveniki, politiki, gospodarstveniki, bolj ali manj družbena elita, ljudje srednjih let, zelo obveščeni v družbeno tkivo. V tistem času smo se v Centru za tuje jezike ukvarjali s tako imenovanim funkcionalnim jezikom. To pomeni, da smo šli v tovarne, smo šli na inštitute, smo spremljali delovne procese, smo to povezali nekak z neko teorijo, s fordizmom in tako naprej in razvili jezikovne programe, kjer je šlo za zadovoljevanje govornih potreb naših študentov. Šlo je za to, da čim prej pridemo do rezultatov, to se pravi do znanja jezika na ustnem področju dela naših študentov. In tu je bilo potrebno zelo veliko študija, to je bilo zelo inovativno, silno zanimivo, ampak ko smo odkrili principe, potem se pa meni zdelo, da se kar naprej stvari ponavljajo. In meni je bilo dovolj gradbeništva, mi je bilo strojništva dovolj in vseh teh programov, ki smo jih naredili za učenje francoščine, in sem se rekla, da jaz bi delala s starejšimi ljudmi, ker takrat bo prišla kultura spet do veljave. In potem seveda, če pogledamo Junga, ki pravi, da so starejši ljudje tolmači kulture, da kulture brez starejših ljudi ni. In če ga imamo, da francoščina temelji na kulturi, da je ta jezik izrazito doslej, ne več, ampak doslej je bil izrazito zvezan s kulturo, s poznavanjem kulture, potem je mogoče ta želja potem, da se kultura vrne v izobraževanje, jezikovno izobraževanje, v tem primeru pravzaprav razumljiva in pa mislim, da je bila legitimna. Spet po eni tretji strani je bilo izobraževanje takrat v federativni Jugoslaviji zelo osko usmerjeno. To so časi usmerjenega izobraževanja. Tisti, ki ste bili za temu področju, veste, da je šlo za silno ozek segment znanja in pa transmisije znanja. Skratka, vse to je nekako potrovalo temu, da sem jaz nekaj lepega dne začela razmišljati, da bi bilo zelo dobro, da nastane izobraževanje starejših. In tu sem bila pod vplivom, bila sem pod vplivom svojega, prvič študirala sem na Sorboni 5 let, sem bila zelo preživela s francosko kulturo, potem sem pa vsako leto bila na dopolnilnem izobraževanju,
na raznih francoskih univerzah. In tako sem se znašla v Centru pedagoških študij v Sierku, v centru blizu Pariza. Tam sem spoznala Annie Mondry, avtorico enega učbenika Andarkon, slab učbenik z didaktičnega vidika, ampak ves učbenik je temeljil na autentičnih člankih, predelanih, autentičnih člankih bolj ali manj, še so pisali Figaro. In tako je recimo v tem mojem učbeniku, ki sem ga začela uporabljati v Centru za tuje jezike, bila tudi ena lekcija o prvi univerzi za tretje življenjsko obdobje v Toulouse. In jaz sem to lekcijo in par let vrtela, razmišljala o njej predvsem kot o možnosti za učenje sistema jezika. Čez nekaj let pa mi je vendarle nekako potem kamlo, mislim, ta želja, da se vrne kultura, ta želja, da bi mogoče delali s starejšimi, je ta lekcija pravzaprav bila edina osnova za razmislek o izobraževanju starejših v našem okolju. Kasneje sem bila v Montpellieru, spet na nekem izobraževanju. Francozi veste, da me nekako ne prinašajo, če se na njih obrnete kot posameznik, meni je zelo pomagalo, da so se inštitucije povezale med seboj in mi odprle vrata. In tako sem potem obiskala Pierre Bellasem, profesorja mednarodnega prava, ki na svoji fakulteti za družbene vede uvedel prvo univerzo za tretje življenjsko obdobje. Te univerze francoske se niso zelo razvite, ker pravzaprav niso imeli te sreče, ki se pri nas izkazala za srečo, da bi imeli v zadnjih strokovnjake z področja izobraževanja ali vsaj lokalnega razvoja. Ampak vendarle, socialistična vlada, François Mitterrand, si je vzela univerze za tretje življenjsko obdobje oziroma kolektivno osvobajanje starejših na temelju znanja in kulture kot eno tako tezo in v enem letu je nastalo 63 univerz za tretje življenjsko obdobje. Skratka, univerza za tretje življenjsko obdobje ni zgolj izobraževanje, ampak je način, kako narediti iz starejših ljudi dejavne državljane, kako ukrepiti njihovo identiteto, kako ukrepiti vezi z okoljem. No in tako je nastal leta 1984 prvi program, ki je bil prav poseben program, narejen za starejše ljudi in iz tega, kar so oni meni povedali o starosti. V tem prvem programu je bilo v tem prvem programu je bilo samo 6 študentov, zelo težko jih je bilo dobiti, ker za vse ljudi je bila to šala v okolju, razen za nekatere. Ampak jaz sem da takrat zelo veščena v socialno odkivo, bi rekli, in sem imela pravzaprav to družbeno elito okrog sebe in vsi so na nek način hoteli pomagati. Vedela sem, da ne more izobraževanje ostati kot enkratna epizoda, ampak da se mora razviti v nekaj. Naredila sem institucionalno analizo, srečala Bojana Četa, tam je potem usmeril Kan Kranc, zano sva prišli v neko prijateljski odnos, ki traja že 33 let in nastala je univerza za tretje življenjsko obdobje. Danes pa bi mogoče res končala, tako, da bomo mogla kaj dosti povedati. Torej, kaj pomeni Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje danes? Ima 4 sekcije, ki ukvarja se predvsem z izobraževanjem za starejše in o starejših, kar pomeni, da izobražujemo predstavnike raznih poklicnih skupin, ki se ukvarjajo s starejšimi ljudmi. To pomeni, da imamo danes 52 univerz, torej ena od sekcij je mrežna Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, kjer je 52 univerz, ki pokrivajo celo državo.
Tu je Inštitut za raziskovanje izobraževanja starejših, tu je Inštitut za disleksijo, ki preučuje posebnosti učenja. In četrta sekcija, je pa seveda Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, kjer je programov okrog 50. In mnogi se ukvarjajo z državljansko vlogo starejših. Študentov je 21,000, delovnih razmerij v borbenih takšnih in drugačnih je okrog 1000, se pravi, da je nastalo 1000 delovnih razmerij na področju, ki ga ni bilo, celotnega ni bilo, niti ne konceptualno, niti ni bilo poimenovano, ni bilo strokovnih terminov, vidim, da uporabljate termin tretje življenjsko obdobje, lahko samo še eno anekdoto povem, da ko sem, imela sem zagovor doktorata, ker še govorim o tretjem življenjskem obdobju. In ker vem, da tretjega življenjskega obdobja v pravem pomenu besede ni več in da je starost nekaj starejšega, oziroma širšega, sem potem začela razmišljati o izobraževanju v poznejših letih življenja. In ko sem prijavljala doktorat za reki kandidatka, ne vem, obstoja izobraževanja za tretje življenjsko obdobje. In približno leto trajalo, da so se nekako skladili med seboj. In pristali na to, da mogoče pa vendar ne vem, kaj to je. To je en od mnogih terminov, ki smo povedali, skupaj s področjem v federativnem stavju. Torej obstaja specialna knjižnica, obstaja učna baza za študente, andragogike, arhitekture, socialnega dela in tako naprej, potem organizirano in na znanju temelječe prostovoljstvo, zlasti v kulturnih ustanovah, kjer se ustvarjajo nove vloge za starejše prostovoljce, povezane s pridobivanjem znanja. Obstajajo številne raziskave, publikacije, elektronske novice, periodika, mediji znanje, obstajajo filmi, obsežna dokumentacija javne kampanje, ker smo vedeli, da se ne bo nič spremenilo, če bomo samo izobraževali starejše ljudi. Vedeli smo, da moramo izobraževati okolje, da moramo izobraževati strokovnjake, da moramo iti v javnost, da moramo biti neprestano stiki s politiki. Obstajajo številne mednarodne povezave, 80 učnih projektov. Skratka, to je tisto, kar je iz te univerze nastalo. Nastalo je pa seveda z veliko raziskovanja, s prostovoljnim delom strokovnjakov, v prvih 3 letih celoti prostovoljnim delom in z soodgovornostjo starejših študentov za njihovo življenje, učenje in delovanje. Posebnost Slovenske univerze je nedvomno v tem, da smo izobraževanje povezali s delovanjem v lokalni skupnosti. Vse drugo pa potem